Lepo pozdravljeni, zopet smo s vami, vsi trije. Na Kolskem vrhu. Zadaj tisti, ki ga ne vidite, Žiga, naju z Jano pa vidite in vas pozdravljamo. Kapra pač je zunaj, mi smo noter, ker je danes osvežilni dan v poletnih dneh, lepo pada dež in narava se radosti, ko vpija te sokove, ki dajo moč za rast in za življenje. In ravno tudi o rasti in življenju bova spregovorila danes. Prejšnjič sva govorila o sreči, da se je potrebno zanjo odločiti, vendar se je potrebno odločiti tudi za svobodo. Ne, zakaj govorimo o tem, da se je tudi za svobodo potrebno odločiti? Zato, ker nas na pretkane načine kradejo pozornosti in zapirajo v svoj virtualni svet. In kar naenkrat postaneš ti ujetnik, odvisneš, ne? Kot kokoška, ki jo dajo iz kletke na svobodo, se več na svobodi ne znajde in je najbolj svobodno v kletki. Tako lahko tudi naš čas, našo misel, našo pozornost, naše odnose ukradejo, nas odtujijo od vsega tistega, kar zaradi česar lahko rečemo, da smo svobodni ljudje. Torej svobodni v svojem razmišljanju, svobodni v svojem čutenju, svobodni v medsebojnih odnosih. In danes je res toliko tega odtujevanja na tako pretkan način, da se je treba res za svobodo odločiti. In mogoče je dobro, da pri tem malo povemo o tem, kdo je vse. Kdo so vsi tisti, ki nas odtegujejo od svobode? Kaj nam krade pozornost? Tisti, ki trgujejo na naši pozornosti, se kar naprej meriš, kolikšna je gledanost, koliko ljudi spremlja določen dogodek, kajti na tem se potem trguje, na tem se postavlja cena za reklame, za oglase in seveda je, veste, naša pozornost zelo dragoceni material, ne? Ne mislite, če nam toliko vsega ponujajo brezplačno, lahko gledamo, lahko poslušamo, da je to brezplačno. Ne, ko je nekaj brezplačno, si ti produkt, takrat oni računajo, kasirajo na tvoji pozornosti. In zato je zdaj tisto vprašanje, ko se moram sam zavestno odločiti, komu bom dajal pozornost, ne? Kdo je vreden, da mu namenim pozornost, kdo je zame, komu namenim čas pozornosti, ne? Ker ti čas pozornosti na nek način meri in odmeri, kaj mi je dragoceno. In če jaz gledam neke zadevce, neke posnete zadevce, par ur, pravijo, da je povprečen čas, ki ga preživijo mladostniki na telefonu 6 do 7 ur dnevno, kaj ti je vredno, ne? Kdo ti je vreden? A ti je vredno, so ti vredni neki ljudje, s katerimi niti nimaš pravega stika, ker ko si tudi z njimi dejansko vsi gledate v neke računalnike, ali pa ti je vreden tvoj najbližji, s katerim živiš, tisti domači kuža, ki mu posvetiš pozornost, fantastična narava, vsebine knjig, veste, mi se moramo res odločiti, kaj mi je vredno in komu bom dal čas. Če se ti ne odločiš za to, te bodo kradli. Ne? Zato je svoboda danes zavestna odločitev. Ker veste, tudi te virtualne zadeve so naredite tako, da te avtomatsko priteguje. To je vse ta črna psihologija do potankosti naštudirala. Barve morajo biti poudarjene, informacije zelo kratke, raznolike, ne? Vse mora biti v tistem dražeče, ne? To neke vsebine, ki so legalne, sploh ne bi smele biti legalne, in seveda to priteguje. Ampak ko te pritegne ena slikica, je prav naštudirano, koliko časa lahko traja posnetek, ne tako kot pri nas 12 minut ali pa še več, ne. Ne, to mora biti zelo kratko in da potem ti nališ to, ali pa ti že kar samo ponuja sledeče vsebine. Lahko te ugrabijo. Ti sploh ne veš, da si ugrabljena osebnost v svojem času. In pol kar naenkrat ni več časa, ne. Čas je. Vprašanje je pa, komu ga jaz namenim. Kdo mi je vreden, kdo mi je dragocen. Ne. Nekdaj, ko ni bilo teh tako premetenih tatov pozornosti, tistih, ki tvojo pozornost lepijo na sebe,
se je bilo lažje odločati, recimo svobodno. Danes pa je svoboda stvar zavestne odločitve. In kdor se tukaj zavestno ne odloči, komu, čemu bo namenjal čas, dejansko je ugrabljena osebnost. Njegova pozornost ugrabljena, seveda potem pa, ker vedo razne interesne sfere, koliko ljudje pozornosti namenjamo temu gledanju, dejansko potem pa podtikajo razna sporočila, usmerjajo naše misli in potem mi mislimo, kot bi morali misliti. Ne pa, da bi mislili s svojo glavo, ampak smo tudi ujeti v miselni balonček. In ker smo ljudje polarizirani, rojeni v svet dvojnosti, ne, potem dejansko algoritmi že samo po sebi ponujajo tvoji sveti grupi tiste informacije, ki kažejo, kako smo mi super, smešijo one nasprotne, tem nasprotnim pa dejansko isto počenjajo in nas polarizirajo. Ne. Namesto, da bi nas raznolikost povezovala, da bi iskali informacije, na podlagi, ki morajo biti raznolike, da lahko razvijamo misel naprej, se zalepimo, ugnezdimo v našo sveto pravilnost, našo sveto prijetnost, našo sveto odličnost in seveda, da je bolj dinamično, da je bolj adrenalinsko, rabimo nasprotnika in potem se gremo te otračarije, ki jih lahko gledamo vsak dan pri dnevniku. Ampak te otračarije potem pripeljejo do zelo hudih stvari. Ja, seveda. Se na ta način nas držijo v pripravljenosti na resnejše konfliktnosti. Ne? Sej mirodobni čas ni posvečen graditvi miru. Ne? Sej kar naprej vidimo, da moraš biti na eni strani zoper drugo stran. Ne? Če si za mir, si problematičen. Ne? Če si za diplomacijo, si problematičen. Ti moraš biti na naši strani ali pa na naši strani. To se vedno spomnim mojega duhovnega očeta Tarasa Kermauderja, ki so mu po osamosvojitvi ponujali mesto generalnega direktorja RTV Slovenija s pogojem, da gre v katerokoli stranko, ampak da gre v eno stranko, da bodo vedeli, čigav je. Seveda on tega ni naredil. Ampak veste, nas avtomatsko bodo dali v eno grupo, zopet drugo grupo in igrajo potem to dinamiko napetosti, ki bo seveda ob priložnosti lahko sprožila tudi resnejšo konfliktnost. Sedaj besedna, ne, kaj se dogaja recimo po družbenih omrežjih, pa je legalno. Ne. Ljudje se lahko legalno zmerjajo, se grupirajo, so dejansko skriti za barikadami, da jih ne vidiš, pa vendarle zmerja, strelja, uporablja tiste podle pristope, ki ne bi smeli obstajati. Pa vendar, zakaj? Ne? Zakaj še naprej igra med dvema, zdaj med 4 ognjami? Zakaj še naprej človek na Jezus je, v katerem te vadijo, da boš poskrbel samo za naše, druge boš preskakoval, pa jih metal ven iz igre in boš pa srečen, ker pa nas, kot rečemo pol, ne? Če je vojna tam, pa tam okrog 50 vojn trenutno divja po svetu, nam poročajo predvsem o 2, mi pa ne rečemo, hvala Bogu, pri nas je pa mir. Ne? Namesto, da bi se ljudje dvignili, ker ti je nedopustno, da človek ubije človeka in bi šli stati pred ambasade držav, ki dejansko podpirajo vojne, nenazadnje tudi bi bilo treba stati pred našimi političnimi ustanovami, ki nas grupirajo na eno stran, zopet drugo, da se mi tega ne gremo. Ampak mi se to gremo, zato ker nam misel marinirajo v koncept dvobojevanja, hvala Bogu, da pri nas ni vojne, ne? Tudi na takšne bi rekel, mi smo zdaj, kot večkrat rečemo, v stanju, ko moramo te manipulativne prijeme, ki nam kradejo svobodo, ne? Ki nas usužnjujejo z neko iluzijo, da smo pa vendarle svobodni. Ne? Dokler mi ne bomo ozavestili, na kak način nas manipulirajo in se zavestno odločili za to, kar pa prinaša svobodo, nismo svobodni. Smo samo sledilci. Je pa čisto ena, si te grupe ali one grupe, ne, in tu zato je pomembno, kaj nam prinaša. In kaj nam prinaša svobodo? Meni prinaša svobodo, najprej bom rekel, tihota. Jaz grem vsako jutro, vsak večer v kapelo in se odprem na vdihu. Ne. Mi je čisto vseeno, kako pojmujete Boga. Ampak veste, to, kar je kar preveva kozmos, neka silna moč,
Einstein pravi ljubezen, Nikola Tesla lepota in sočutje, Dostojevski pravi lepota nas bo rešila. V tihoti smo vsi notranje povezani. In ker je sintropija na nek način močnejša od entropije, torej ta težnja sirnica kozmosa k skladnosti, k sožitju, od tega k vojni, zato je lahko zlo samo kratkoročno zmagovito, ne, nas priteguje, na misel oplaja. Mi bi rekli v cerkvi, Sveti Duh navdihuje našo misel v smeri bolj žlahtne človečnosti. Zato jaz rabim ta sveti prostor. Za nekatere je pač nekje v gozdu, meni je vsem kje, samo da se poveže da se v tihoti odpreš v ta navdih. Jaz pišem navdih, besedico črko D z veliko začetnice, ker to je Božji dih, to je dih svetega, ki svetli tvojo misel in te zato pa rabiš tihoto. Zakaj pa mislite, da nas obdajajo kar naprej s hrupom? Ja, da se ne bi slišali to, kar se da razbrati samo v tihoti, v spokojnosti, v miru. Ne? Zato rabimo nujno porcijo tihote. Jaz jo rabim zjutraj in zvečer. Saj me čez dan se marsikaj dogaja. Ampak zjutraj in zvečer pa je posebej so meni jutra sveta, ker posebej svetlijo mojo misel, mi dajo navdih, sem v zaznavnosti tega, kar je sveto. Ne? Potem pa kaj potrebujem? Jaz potrebujem vsebine, ki mi dajo misliti. Ne? Jaz brez knjig, ki mi dajo misliti, ne morem živeti. Ne knjig, ki mi govorijo, kako naj mislim, ne, kaj je pravilno. Ne, ampak knjig, ob katerih si zastavljam vprašanja za nadaljnost, za nadaljne razmišljanje. In zato tudi potrebujem ljudi, ki mislijo svojo glavo, ki mi dajo misliti. Čeprav sem pater, nisem nobeni sveti grupi. Moji prijatelji so ateisti, med njimi srečujem ogromno mistikov, so raznoliko religiozni, predvsem so pa vsi duhovni. To, kar nas povezuje, je duh. Tam je sveta enost. Religije nas lahko dejansko tudi, ampak meni so ravno zato drugače religiozni, zanimivi, so mi pestri. Zato, ker vem, da nas pa povezuje ta sveta enost. Ampak prav zaradi te raznolikosti me nagovarjajo, mi dajo misliti, me bogatijo, tudi ljudje, ki raznoliko razmišljajo. Nimam pa rad druženja z ljudmi, ki so, ne bom rekel, religiozni v pomenu, da so, ampak veste, tisti, ki ima zapakirano resnico in je fanatik svoje resnice oziroma naše svete grupe, ki ni odprt. To me pa dušijo in ob taki skupini se zelo hitro najdem izgovor, da odidem, ker ti veste, misel mora dihati, duh mora dihati, iz te izključujoče tekmovalnosti moramo priti v oplajanje, v iskrivost, v dopolnjevanje, v sodelovanje. To me svoje pa seveda stik z naravo. Toliko je tega, kar mi omogoča, da sem svoboden, kljub mnogim ujetostim. Smo vendar v določenih konceptih življenja, ampak to svobodo osebno misli duha moramo pa ljubosumno varovati. Sicer bomo kot kure, ki se ne znajdejo drugače kot v kletki in so prepričane, da je to ves svet in kako so svobodne in srečne, ko jim podtikajo hrano, s katero bodo ali znesle na kratek čas veliko jajc, potem jih bodo potamanili, ali pa bojo kar naenkrat se napihnile in zrasle, potem jih bojo potamanili. Mi se to ne bomo dali. Tako, in odločili se bomo za svobodo. Tako je. In hvala, da se lahko pogovarjamo s tabo in nam tudi ti odpiraš oči na ta način. Drugemu samo dajemo misliti. To, kar govorim večkrat poudarjam, da ne govorim resnice. Pripovedujem pa zelo iskreno svojo osebno spoznavno resničnost z eno samo željo, da bi vam dala misliti, da bi mislili ali drugače, ampak misel mora vzbuditi misel, da razmišljamo za svojo glavo, ko se pa dobimo, pa dopolnjujoče in sodelujoče. Na ta način se gradi nekaj bolj žlahtnega, kot to, kar sedaj srečujemo. In ti vedno verjameš v to,
da se bo zgradilo nekaj bolj Prebuja se. žlahtnega. Vsakem izmed vas se prebuja, vsakem izmed nas. In zato se je lepo družiti. Včasih v živo, lahko pa tudi takole. Tudi tehnika pomaga, da smo med seboj povezani. In en lep pozdrav pošiljava s Konjskega vrha. Tako je, vse dobro.